si mi lepo napisal večer. No. Kako si lep? Kako si lep, pa še lepši boš. Janez, pa da se nasmehneš, ne rečem neki čist. Ne bomo rekli čist, rekli bomo, veš kaj bomo rekli? Vsaka ti čast, Janez, vsaka ti čast. Ujje, dobar, to sliko. Ampak da nisem malo. Kaj pokažite si to? Tole. Da vidimo. O, servus. Prava slika na pravem mestu. Ja. Samo temno očala. Ja, drži. Čisto hvala slabo. O, Zvonko. So me obvestili, evo in sem Fernando. Dobar je bol. Lepo, ja. Svoje lepa, ne? Čisto. Hvala. Dosti kratna premjera se vidite. Ti si bila moja najmlajša igralka, ne? Bravo. Bravo. Sam močno me žal, ko ste bili ti predstavnikata, tvoj podpredsednik. Želiti Hvala, srečno Loj. in zdravje. Kam pa naj to dam? Hvala. Kako se da? Pa še nekaj. No. Hvala. Uživaj, carski. Kaj nam stopaš? Veš kaj? Danes je radio mi dal veru. Si bil v Radio Slovenije imel? Ja, tudi, ja. Po 3:30 poročili. Pa radio Maribor 3-krat. Res? Ja, vseh poročili. Če bi bil mlajši, bi komaj zdržal, ne? Oj, dobro. Hvala. Dragi gospe in gospodje, spoštovani zbrani, to je šele brez veze. Dovolite, da se vam zahvalim za povabilo. Kaj pa še? Moram vam zamenjati cepca, ki ti piše. Da smo se jasni. Kultura je zapravljanje časa in denarja. Poglejte, mene so videli iz Slovenije z centra, češ, da imate tu preko 90 let. Da ste sploh pomislili, koliko denarja smo vseh teh letih zapravili za vas? Jaz pa se moram zapustiti sestanek s mojim partnerjem, ker sem se skoraj dogovorila, kjer bomo letos silvestrovali. Pojma nimate, kako zahtevne so te zadeve v času globalizacije. V svet imaš pred sabo, zdaj pa izgleda. Prideš na Bali, sploh nimajo več pravega francoskega šampanca, ker je pa kriza. Španija odpade. Njihovo gostinsko osebje ne kaže, ne živahnosti več. Kaj mi pridajo težave Islandcev in njihove hranilne vloge pri njihovih bankah? Ljudje so neizobraženi. Če bi imeli NDE tako kot jaz, bi vedeli, da denar ni vse. Nam gre za uresničitev naših podjetniških idej, za lepoto nakupovalnih centrov, za svobodo trga. Kaj? Spet kakšen policaj zaradi parkiranja, ker ne zna prebrati na tablici nedotakljivi. Kako
meni nič ne bi biograf želel z masažne mize. Sama je odšla z njim. No ja, odšla tudi vsa zlatnina in uj, ki se je navesil na njo vseh teh letih, da mi ne bi delala sramote. Pa kaj lahko da ta robančan več kot jaz? Kdo je sploh ta tip? Kralj Rogaške. To mi še ne zdaj poveš. Guzek je strup za biznis. Prekleti terorist. Pa zakaj ga že niso zaprli, smo razpisali nagrado na njegov glavo. Ženska pa lahko spusti na vse račune. Pridi, greva, hodi se. Dobro večer. Nikar se lepo prosim ne čudite. Gre za srečanje starih prijateljev, zato sem se kar sama priglasila, da nocoj napovedujem, ker sem bila na tem odru že 100 in 100-krat in sem si nocoj po dolgem času to spet seveda zaželela. Težko natančno opredelim namen tega večera, ker gre za cel kup pomenov, ki so bolj stvar srca kot preračunljivosti. Imamo pomembno obletnico za slovensko kulturo. Imamo praznovanje izjemnega življenjskega jubileja. Imamo zaključek državnega študijskega srečanja o društveni kulturi. Nastopamo v Evropski prestolnici kulture 2012. Naj si vsak izmed vas izbere, zakaj je nocoj z nami. Vsi ste dobrodošli in želim vam, da bi se imeli izjemno lepo. Nocoj so z nami tudi magister Jože Osterman,
predsednik Zveze kulturnih društev Republike Slovenije, magister Igor Teršar, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Prešernov nagrajenec gospod Zmago Jeraj, počaščeni pa smo tudi z gosti iz zamejstva. Z nami je Igor Tuta iz Trsta, Vili Brinčič iz Gorice, Nužej Tolmajer iz Celovca, dr. Janko Mali iz Celovca, in Martin Kuhling, sedajni tajnik na Krščanski kulturni zvezi v Celovcu. Posebej seveda pozdravljam tudi vse častne člane Zveze kulturnih društev, ki sedijo v drugi vrsti. Sedaj pa k programu. Igralci kulturno-umetniškega društva Milke Zorec iz Hotinje vasi so nas spomnili na slovenskega Robina Hooda, Franca Guzaja, ker je živo izročilo o njem napomnjevalo mladost našega jubilanta Janeza Karlina, pa še zelo aktualen je. V Hotinji vasi na Dravskem polju imajo dolgo gledališko tradicijo in vedno polno novo gledališko dvorano. In ko smo že pri gledališki dejavnosti, veste, da ob dnevu kulturnih društev vsakič podelimo priznanja najboljšim na tem področju. Zato na oder vabim Matijo Varla, da počasti letošnje dobitnike. Spoštovani, namen priznanj gledališkega selektorja na regionalnem področju je nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke skupine, njihove člane in sodelavce, ter s tem spodbuditi razvoj in kakovost tovrstne gledališke produkcije. V letošnjem letu je regijska selektorica Andreja Kovač podelila naslednja priznanja. Priznanje regijskega selektorja za najboljšo glavno moško vlogo za vlogo Vasilija v predstavi Limonada Slovenika v produkciji in izvedbi dramske sekcije Kulturno-umetniškega društva Zvonke Antoličič iz Miklavža na Dravskem polju prejme Zvonko Ravško. Zvonko Ravško je postavljen pred težavno nalogo, saj upodablja slepega intelektualca, profesorja Vasilija, uspešnega Slovenca, ki živi in dela v tujini. Doma pa se nas zgrnja politične intrige, družinske razmere in osebni zapleti. A Zvonko Ravško se ne trudi biti smešen, ampak večjo pozornost nameni igralski kreaciji prepričljivega polnokrvnega profesorja. Njegov Vasilij je počasen, mestoma čustveno uporel in potrpljen v svoji misli. Zaradi upodobitve zahtevne vloge, s mirnostjo, ki odseva intelektualno širino, prejme priznanje za glavno moško vlogo. Dve enakovredni priznanji regijske selektorice za stransko žensko vlogo. Priznanje za vlogo kuharice Fanči v predstavi Pridi gola na večerjo v produkciji in izvedbi kulturnega društva Pauza iz Selnice v Dravi prejme Sara Pokežnik. Sara Pokežnik poseduje fin občutek za odrski prostor in doziranje igralske prezence. Ko je njen lik prisoten na odru, a ni v glavnem fokusu, si
si zmeraj dobro najde kakšno mikropravilo, kot je na primer brisanje kozarcev, medtem ko posluša soigralce. Ko pa ji pripade glavna beseda, pa dobesedno preplavi oder svojo energičnostjo in karizmo. Njena fančija je glasna, neposredna, a ne vulgarna. Nikoli ne stopi čez rob karikature, a kljub temu izzove salve smeha. Priznanje regijskega selektorja za najboljšo stransko žensko vlogo, za vlogo ženske Micke v predstavi Učna ura iz lepopisja v produkciji in izvedbi učiteljske dramske skupine Velin prejme Manja Vidovič. Manja Vidovič je kot učenka Micka potisnjena v zadje, med množico, a kljub temu izstopa po detaljirani igralski mikroprezenci. Čeprav ima komaj nekaj besed teksta, uspe najti mini opravila, s katerimi ne moti glavnega teka dogajanja, a hkrati ustvari živ lik, ki mu z obraza razbira strah in spoštovanje do učiteljice, željo po čim prejšnjem koncu pouka in hud napor v spopadu s črkami. Vsa ta čustva se dogajajo zgolj na miselni ravni in se odražajo na obrazu in v telesni drži. Tako Manja Vidovič ustvari nekarikirano figuro, ki ne jemlje fokusa, ampak aktivno podpira režijski koncept uprizoritve. Priznanje regijskega selektorja za najboljšo stransko moško vlogo, za vlogo Alana McConnella v predstavi Limonada Slovenika v produkciji in izvedbi dramske sekcije kulturno-umetniškega društva Zvonke Antoličič in Klavža na Dravskem polju, prejme Boštjan Podbrežnik. Boštjan Podbrežnik je razigran dinamični asistent Ellen, navdušen nad Slovenijo. Kot uravnotežen nasprotnik profesorjevi resnosti, ves čas skrbi za komičnost, pri tem pa je Boštjan Podbrežnik discipliniran v tehničnih zahtevah vloge, saj celotno predstavo dosledno vztraja pri uspešni upodobitvi ameriškega naglasa. Odlikuje ga še dober občutek za tajming, kar igra v komediji zelo pomembno vlogo. In še posebno priznanje. Za dolgoletno predano ustvarjanje prejme članica dramske skupine Talija, Društva upokojencev Maribor Center, gospa Rozika Sorko. Rozika Sorko je čestitljiva članica amaterske gledališke ustvarjalnosti, saj ne glede na starost še zmeraj igrivo portretira različne gledališke like. Gledališkega ustvarjanja se je lotila pozno, a zato nič manj goreče. Še zmeraj uspešno obvlada večje količine besedila, dobro portretira različne vloge in se vneto predaja gledališču. V imenu regijske selektorice vsem iskrene čestitke in hvala lepa. Še enkrat se bomo vrnili v Karlinovo mladost. Sledil bo namreč nastop otroške folklorne skupine Spominčice z druge osnovne šole Rogaška Slatina,
Kulturne šole Slovenije za leto 2010. V njej je namreč Janez pridobival svojo prvo učenost. Folklorna skupina Spominčice. I saw
oder vabim ženski pevski zbor Glasbene matice Maribor. Zbor predstavlja nekoč obsežno kulturno društvo, ki je med obima vojnama vzdrževalo visoko raven mariborskega glasbenega dogajanja, s simfoničnim orkestrom, odličnimi zbori, glasbeno šolo in drugo. Nekaj imen iz društvene zgodovine. Marjan Kozina, Karol Pahor, Oskar Del, Vasilij Mirk, Ubald Vrabec. Zbor nam bo pod umetniškim vodstvom Žuže Budavali Novak zapel 2 pesmi. Slovensko ljudsko v priredbi Egija Gašperšiča Kako bom ljubila in ljudsko stržaškega v priredbi Aleksandra Vodopivca Škrinja v Arehova. Ženski pevski zbor Glasbene matice Maribor in zborovodkinja Žuža Budavali Novak.
magistra Igorja Teršarja, direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, da spregovori o nocojšnjem jubilantu, nam vsem dragem Janezu Karlinu. Prosim. Dragi sodelavci, dragi ustvarjalci in ljubitelji kulture, dragi naš slavljenec Janez Karlin. Danes smo se zbrali, da bi počastili 90 let širše organiziranosti ljubiteljske kulture in Zveze kulturnih društev Slovenije in predvsem, da bi se ob enakem jubileju poklonili našemu sodelavcu, prijatelju, vseživljenjskemu učitelju in predanemu kulturniku Janezu Karlinu. Janez Karlin je ikona slovenskega kulturnega življenja. Zato je njegov jubilej praznik za vse nas, ki po njegovem zgledu ustvarjamo slovensko ljubiteljsko kulturo. Vse življenje je bil odličen pedagog z najvišjimi strokovnimi priznanji. Njegov prispevek k razvoju kulturnega življenja pa je izjemen tako na ustvarjalnem kot tudi na organizacijskem področju, pri čemer se lahko v teh časih poudarjenega individualizma od njega veliko naučimo tudi o kulturi povezovanja. Janez Karlin je že več kot 60 let aktivist Zveze kulturnih društev, ki sicer v tem času nosila različna imena, njen namen pa je bil vedno enak. Podpirati ustvarjalnost širokega kroga ljudi, ki umetnosti niso izbrali za svoj poklic, jo pa kljub temu ljubijo iz srca in se ji predajajo vso svojo ustvarjalno močjo. Janez Karlin se je rodil točno pred 90 leti in 3 dnevi v Rogaški Slatini. Šolal se je na učiteljišču v Celju, pedagoški študij pa končal v Zagrebu. Ni bil samo šolnik, ampak pravi prosvetar, ki je svojo neusahljivo energijo in iskrivimi idejami, ki so se marsikdaj pokazale za vizionarske, krojil kulturno življenje povsod, kjer se je pojavil. Tako je naneslo, da je leta 1950 postal upravitelj dijaškega doma industrijske tekstilne šole v Mariboru, ki ga je kmalu spremenil v središče kulturnega dogajanja. Ustanovil je vrsto kulturniških dejavnosti, pri čimer je dramska sekcija takoj postala najboljša v Sloveniji. Kar 12 let je bil predsednik kulturno-umetniškega društva Slava Klavora. Vodil pa je tudi ljubiteljsko gledališče, ki je blestelo tako na domačih kot tujih odrih, kritiki pa so ga zaradi izjemne kakovosti obravnavali kot profesionalno gledališče. Ob Janezu Karlinu so zrasli naši najvidnejši gledališčniki in seveda številni odlični ljubiteljski igralci, ki so uživali veliko priznanje mariborskega občinstva. S Karlinom so se v Mariboru začela zborovska tekmovanja, folklorni festival, koroški kulturni dnevi in vrsta drugih odmevnih prireditev, brez katerih Maribor ne bi mogel uspešno kandidirati za naziv Evropska prestolnica Maribor 2012. Dragi Janez, danes smo se vam prišli pokloniti iz vseh koncev te naše lepe domovine, kulturo, katere ste vsa ta leta bogatili z neverjetno energijo in kreativnim zagonom. Vse življenje ste predani kulturi kot njen ustvarjalec in občudovalec in še danes skoraj da ne mine dan, da ne bi obiskali kakšnega kulturnega dogodka. Vsi si želimo, da bi vas imeli še dolgo tako čilega in ustvarjalnega v svoji sredini in vam želimo vse najboljše.
pa so punce iz Rač. Sestavljajo vokalno skupino A Capella in so se še posebej zanimale, kaj Janez Karlin najraje sliši. Od Guzaja vemo, da Rogačani najraje gledajo in morda bi zadoščalo, da ste se prišli pokazati. Ampak, ker vas je še najlepše gledati in poslušati, bomo vsi srečni s kako lepo Prekmursko. Skupina A Capella, ki jo vodi skladatelj Tone Žuraj, bo zapela Prekmursko narodno v priredbi Ambroža Čopija Zrejlo je žito. Mariborski oktet, ki je na pragu svoje 40-letnice, nam je skupaj z igralci nekdanjega Karlinovega gledališča Slava Klavora in njegovimi prijatelji pripravil posebno presenečenje. Ciklus Brez ljubezni nam živeti ni. Ko so legendarnega Krnjaka vprašali, kaj koroško pesem naredi še posebej privlačno, je razkril: ljubezen je zmeraj zraven. Mariborski oktet pod vodstvom Francija Kovača, Milana Kalezič, Jože Protner in Rado Pavalec, Brez ljubezni nam živeti ni. Moja
Pomislil sem na vino, na tisto, ki zapoje v pesmi, na vino, ki podpira žalost, na vino, ki z norostjo pleše. In vselej sem ga videl v čaši. Pomislil sem na kruh, ki ga je spekla mati, na tisti, ki ga ni bilo, ko smo otroci sedeli za mizo. In vsakokrat sem videl hlebec. Na ljubezen sem pomislil. In obstala je pred mano v eni sami izmed tisočev oblik v življenju tvojega telesa, žena.
On je bil veter. Gorječe sem se naslonila nanj. Padla sem, si potokla roke in obraz. On je bil veter. A rad mi je puštral lase, mi je odpenjal obleko, žvenketal z odpadnimi listi, kakor stekini, mršil je trate, gore in oblake. In pletel gladino vode v bele čipke, da mi ni plašilo, kar je v globini. To je bil veter. Drevje je pelo, trava je božala moje noge, cvetlice so se klanjale, kadar je hodil z moj. Oblaki so se razgrinjali, če sem želela, da mi sije sonce. Visoka vrš je drhtela kot dlake psa, ki se odlika gospodarici. Od vse povsod so se oglašali ptiči na bevi in klici, to je bil veter. Kadar je hodil z menoj, je še prah na cesti ožival in zrak cvetel. On je bil veter. Kolikokrat sem si potokla roke in obraz, ko sem se naslonila na vse se je zacelilo. Svet je bil poln šepetov, žarečih oblakov in sanj. Drhtel je, kakor srce na pogled. Človek je bil mlad ob tem vetru. Moj
drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš, to je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice san, svoje plašne ptice nemoči. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad. Pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto. Kaj ti koraki vse ne potitejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost, če se le nakne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečine. Koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak, v isto sled. O trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov. Dobre, velika bitja, ki spregovori samo, kadar umolknejo ljudje. Predsednika Zveze kulturnih društev Slovenije, da nam spregovori o 90-letnici te trdožive in tako pomembne organizacije, ki jo vodi. Prosim. Spoštovani, pošteno je, da se človek ne piti s tujim peljem, pa ne še tako razčiša. In naj tako na začetku povem, da je za tale moj govor večino zgodovinskih podatkov in prvnostnih izpeval naš dragi kolega Franci Pivec, dolgoletni predsednik Zveze kulturnih društev Maribor, pred časom tudi predsednik Slovenske zveze in zdaj mestni predsednik. Predvsem pa neokrugni prijatelj in sopotnik Janeza Gardina, s katerim sta imidž mariborske ljubiteljske kulture prignala na zadovoljiv nivo, zaradi katerega smo pogosto zanimljivi za tisti, ki presodimo nami. Da ne bo torej kdo mislil, da smež za tisti vodila iz Maribora proti Ljubljani, kot se nazavcuje, so zadeve, ker je to pač obrnjeno. In mariborski ljubiteljski kulturi se dejansko pripravljajo. Ne zato od srca priznam, da je nad vse prav, da današnjo obletnico slavimo v Mariboru in da vzrok za to lokacijo ni le Janez Gardin, ampak so argumenti tudi globi. In da v tem rečem, da tudi Janezu na nek način skozi tale govor govorimo vsi, ki smo nekateri več, drugi manj, z njim potovali skozi labirinte ljubiteljske kulture. Prelepo in izjemno simbolično je, da lahko jubilejne organizacije slovenskih kulturnih društv zlučimo z jubilejem enega njenih najzaslužnejših članov, objema in 20.
Je pa res, da so organizacije poraja predvsem drugače kot ljudje in glede njihovih 20 letnic je pogosto kar nekaj zadrejke. Prvo slovensko kulturno društvo SCITI, ki so primerljivi s SCITI naše zveze, je bilo ustanovljeno v sosednjem Gradcu že leta 1810. In njegova zasluga je ustanovitev prve univerzitetne katedre za slovenski jezik pred točno 200 leti. Dunajsko kulturno društvo pod vodstvom rektorja Miklošiča se je leta 1848 nadelo ime Slovenija in odtlej imamo ime za našo državo. V stavnem obdobju monarhije so se društva razcvetela in v 70-ih letih jih je bilo na Štajerskem 513, na Primorskem 168, na Koroškem 150 in na Kranjskem 101. Ni presenetljivo, da je bilo taborsko gibanje za slovensko kulturno avtonomijo tako množično, saj so za njih stala številna kulturna društva. Ker se je kultura preveč vezala na politiko, ki je bila vedno razklana, pa v dolgem obdobju sredine 19. stoletja vse do druge vojne ni bilo enotne krovne organizacije. Katoliška kulturna zveza je sicer nastala že pred koncem 19. stoletja. Tudi liberalci so poskušali narediti konkurenčno zvezo, vendar jim je to uspelo šele po prvi svetovni vojni. Tudi druge politične opcije so organizirali svoje mreže kulturnih društv. Obdobje med vojnama je bilo sploh neugodno za kulturno organiziranje, saj je razen Dravski v Banovini drugod v Jugoslaviji kulturnim društvom niso posvečali nobenih pozornosti. V drugi vojni so vsi zavojevalci obravnavali slovenska kulturna društva kot banditsko-teroristična organizacija in so jih preganjali prav s skrajnimi sredstvi. Nova socialistična Jugoslavija pa je imela svoje predstave o kulturni organiziranosti, ki spet niso upoštevali slovenske društvene tradicije. Le neetičnemu nastopu dveh velikih ustvarjalcev samih, namreč Deževega Voranca in po njegovi smrti Franceta Belga je zahvala, da se organizira ljudska prosveta Slovenije in zatem še bolj neodvisna zveza Zvod kot krovna organizacija vseh kulturnih društv. Tako smo leta 1969, v prejšnjem stoletju, prišli do zveze kulturnih prosvetnih organizacij in leta 1977 do zveze kulturnih organizacij, ki se je leta 1995 preimenovala v zvezo kulturnih društv Slovenije. Z našo 20. letnico pa je tako, da je bila zveza kulturnih društv v Ljubljani ustanovljena že leta 1920, v Mariboru šele leta 1925. Najaktivnejša pa je bila zveza kulturnih društv v Celju, ki je ustanovil Vekoslav Špindler leta 1922, torej pred 90 leti. In ta aktivnost je za nas 20 let. Pa vse to sploh ni pretirano usodno za razvoj društvene kulture, se je bila ZKD takrat vendarle povsem kulturniška podružnica liberalcev. Današnja ZKD v principu zavrača politične delitve v kulturi. V našem statutu smo zapisali, da je ZKD nadpolitična organizacija in da je njen cilj bogatenje kulturnega življenja vseh državljanov in državljanov Slovenije. Že 20 leti nam uspeva, da strankarske delitve ne določa načinov povezovanja kulturnih društv in delujemo in smo priznani kot splošna krovna organizacija slovenskih kulturnih društv. To je bistvo, ki ga moramo počrtati ob današnjem jubileju, niti bližno se torej ne želimo vračati starim delitvam. Neprecenljivo je, da lahko v življenjskem jubileju našega Janeza Karlina z njegovim primerom živo ponazorimo, kaj pomeni samobitnost društvene kulture, ki nastaja iz človekove notranje potrebe po ustvarjalnosti in jetuje, da bi se postavljala v službo neusmiljenega boja za politično preoblast. Nas, kot ljubiteljske kulturnike, vodi ljubezen do kulture, ki izvira iz srca, ne pa iz preračunljivosti. To je naša sporedna tradicija in zato nihče in nikoli ni mogel dokončno utišati slovenske pesmi, plesa, godbe, gledaliških uprizoritev, ki povezujejo in bogatijo našo skupnost. Zato s klubanjem še vedno stojimo in bomo tudi obstali. In naj povem še to, da je prav danes na tem zboru delavcev
javnega sklada ljubiteljskih dejavnosti, predstavnikov občinskih in Zveze kulturnih društev Slovenije, da smo se odločili, da podpišemo partnerski sporazum med javnim skladom in Zvezo kulturnih društev Slovenije, kajti prepričani smo, da je le povezovanje v sodelovanju moč in trdnost, ki bo dala ljubiteljski kulturi vpliva tudi v prihodnje. Zato vabim, mogoče bi lahko popravil sicer, direktorja javnega sklada za kulturne javnosti, magistra Tršarja, da podpiševa kar tudi pred vami, da imajo zelo pomembno sporazum. Hvala. Zveze kulturnih društev Slovenije in ta sporazum, ki so ga pravkar podpisala, zagotavlja slovenski ljubiteljski kulturi, vsem 5000 kulturnih društev in skupinam varno prihodnost za naprej. Se bližamo sklepu tega prijateljskega srečanja, bolj je vzdušje vzneseno, že kar nebeško. Če bi sedaj prikorakali na oder še svetniki, nas to sploh ne bi presenetilo. In tukaj so svetniški disile kulturno-umetniškega društva Pošta. Danes, posebej za tega,
nebesih. Namesto angelčkov bodo sedaj priskakljali na oder vinski manekeni. Izbrali smo jih na natečaju med takimi, ki imajo največ vinskih izkušenj. In kdo mislite, da je zmagal? Moški pevski zbor Slava Klavora seveda. Naloga pevcev je, da z dolžnim spoštovanjem, dragi Janez, prinesejo na oder najbolj izbrana bela vina slovenskih vinskih dežel in okolišev. Zakaj samo bela, vam bo jasno na koncu. Pa začnimo. Sauvignon iz mariborskega vinskega okoliša. Rumeni muškat osrednje Slovenske Gorice. Šipon iz Ljutomersko-Ormoškega okoliša. Sili Pinot iz Ptuja. Laški Rizling Jeruzalem Ormož. Renski Rizling Štajerska Ptuj. Renski Rizling osrednje Slovenske Gorice. Beli Pinot iz Vizirsko-Sremiškega okoliša. Zeleni Slivanec z Dolenjske. Rumeni muškat iz Bele krajine. Rebula iz Goriških Brd. Malvazija z Krasa. Ipavčevo protokolarno vino. In refošk iz koprskega okoliša. Sicer je res, da naš Janez Kalin res pije samo belo vino, ampak po taki količini alkohola postanejo tudi miši bele, pa bomo spregledali, bomo rekli, da je ta refošk tudi bel. Društvenice in društveniki iz 14 uradnih slovenskih vinskih okolišev skupaj z Gorenjci, kjer imajo zelo dobro vodo za brizganec, ampak na Koroškem je bolj hladna, so za našega ljubljanka izbrali najžlahtnejši pridelek, kar ga rodi slovenska gruda.
To je skupno darilo slovenske amaterske kulture za Janezovih 90 let. Za vse vas, ki bi radi stisnili roko in zaželeli dobrega zdravja našemu jubilantu, pa smo pripravili v preddverju Uniona kozarček in oltarček, da boste to lahko naredili od srca. In kaj še manjka za krono nocojšnjega večera? Pesem, seveda, prava pesem. Klaborovci, dvignite dvorano. Visoka, Christ, Christ,
Leta. Imaš jubilej. Vse najboljše, lahko se rekel do mnoga leta. To je še mali spomenik. Končno si sve bomo že posvetili. Smičo se rekel. Vse lepo, vse lepo. Hvala. Zio,